Presenetljivo je, da mnogi ljudje o matematiki še vedno razmišljajo kot o ljudeh, ki imajo kar nekakšno lastnost, s katero so se rodili. Skoraj se jim pripisuje predznak genija. Na različnih univerzah po svetu sicer navajajo, da vsake toliko res dobijo študenta, ki mu uspe v nekaj minutah rešiti probleme, za katere večina ljudi, matematikov, se pravi tudi poznavalcev, porabi kar nekaj ur ali več. Se pa tudi izkaže, da taki izjemni ljudje niso vedno najuspešnejši raziskovalci v matematiki in izgubijo potem tudi aureolo genija. Profesor Pavešič, vi ste matematik, raziskovalec, univerzitetni učitelj. Ste se že kdaj soočili s takimi primeri in pa takimi stališči? In seveda, kaj pa je vzrok, da kljub vse večjemu napredku znanosti nahajamo še vedno tako mnenje in to zanimivo prav pri matematiki? Torej, jaz moram priznati, da nisem še srečal tako ekstremnega primera in morda je tudi zgodba nekoliko pretirana. Ne dogaja se zares, da nekdo pride iz nič, brez neke predpriprave in potem je sposoben nekih idej ali pa rešitev, ki drugim vzamejo neprimerno veliko časa. Torej, seveda, pri študentih je običajno in glede tega je matematika nekoliko veliko krivična, nepoštena, da nekdo z lahkoto rešuje nekaj, kar njegov kolega rabi veliko časa ali pa dolgo ali pa sploh ne zna narediti. Nisem pa še srečal primera, da bi nekdo kar prišel in potem znal takoj narediti nekaj, kar tipično profesionalni matematiki ne znajo, ki so zadevo študirali in jo analizirali dalj časa. In tudi ni mi znano, da bi se to zares dogajalo. Ni pa pri matematiki vse v hitrosti, tako da na drugi del vprašanja, da se kasneje izkaže, da potem to ni primerljivo s tisto genialnostjo ali pa kar nekdo drugi razume kot genialnost. Vzrok je v tem, da ni to bistvena hitrost kot globina. In globina, nekateri do nje pridejo hitreje, nekateri počasneje, ampak pomembno je, koliko daleč se pride pri tem. Torej, zato tudi nekateri... Zakaj pa recimo potem laični javnosti, ker danes seveda brez recimo teh, tudi v vsakdanjem življenju brez neke pogojno rečeno naravoslovne usmerjenosti in poznavanja, v bistvu niti ne more že živeti, ampak da se še potem vedno taki predznaki dajo nekaterim. Dobro, torej jaz mislim, da je matematična pismenost približno tako pomembna kot običajna literarna pismenost in neka znanja, ki jih pač ljudje potrebujejo. Brez matematične pismenosti ste po svoje polpismeni za marsikaj. Tako da, seveda, tisti, ki so potem hitrejši, učinkovitejši in to izzivajo določeno spoštovanje pri ljudeh in jih častijo. Ampak po moje, tako kot častijo recimo izrednega glasbenika, pa morda tudi pesnika, pač če nekdo kaže izreden talent, ali pa športnika v končni fazi. No, to smo sicer bolj navajeni, Ja. Profesor, pogleda primer Andrewa Wallisa, ki je dokazal zadnji Fermatov izrek in s tem rešil najslavnejši nerešeni matematični problem na svetu. Za moža pravijo, da je seveda nedvomno zelo pameten. Po kriterijih nekaterih pa ne ustreza definiciji genija. Kot ga opisujejo, je izjemno delaven, vesten, razmišljujoč in po kakšnih približno 2 desetletjih trdega dela mu je le to uspelo. Kako bi vi to komentirali? Morda bi uporabil kar njegov opis. Jaz se spomnim, takrat sem bil še doktorski študent, ko je njegov rezultat bil objavljen, potem se je nekaj časa gledalo, ali je pravilen ali ni pravilen. Zares so našli neko vrzel, ki jo je potem on sam, pa delno s pomočjo enega svojega doktorskega študenta popravil. Ampak takrat sem poslušal njegov intervju in sem si ga zelo zapomnil. On je nekako rekel, ko se soočite z matematičnim problemom, je približno tako, kot če bi prišli v
temno sobo, polno nekega pohištva, reči, in potem se probate znajti v njej, zabijate se v objekte, ne veste, kaj je točno, tipate naokoli. Potem čez nekaj časa, zdaj že veste, kje je kaj, znate celo prepoznati nekatere od teh objektov, počasi si ustvarite občutek, v kakšnem ambientu ste. In je potem različno. Nekaterim se pojavi preblisk in je kot da bi v trenutku prižgali luči, naenkrat bi vse videli jasno. Pri nekaterih idejah prihaja počasi, kot da bi postopoma osvetljevali tisto sobo, en vogal najprej, pa drugi vogal, tretji, dokler ni celotna zgodba povsem jasna in takrat vam je jasno in takrat imate rezultat, članek, izrek, dokončno rešitev problema. In odvisno je, še enkrat pravim, globina, natančnost slike je veliko pomembnejša na koncu, kot to, kako hitro ste prišli do tega rezultata. Tako da, to je njegova podoba zdaj, ali je on zaradi tega, ker je rabil 20 let manjši genij kot nekdo, ki bi to morda naredil v krajšem času, tega ne bomo nikoli vedeli, ker je pač on edini, ki je to naredil, za konkreten problem. To je najbolj zelo pomemben problem, recimo matematiki. Profesor Pavešič, vaše ožje področje pri matematiki je topologija. O čem govori, kaj razkriva v splošnem vedenju? Sicer vemo, da gre za neko, oziroma kar za čisto disciplino matematike oziroma geometrije. Lahko malo pojasnite to? Ja, topologija je neke vrste geometrija, pri kateri so bolj pomembne splošne oblike kot dejanske izmere velikosti objektov, ki jih obravnavate. Morda bi za primerjavo povedal takole, ko opazujete živo bitje, recimo neko žival, ki se premika. Seveda v vsakem danem trenutku je to nek objekt, ima točno določene dimenzije, samo med premikanjem se njegova splošna oblika spreminja, je pa to še vedno ista žival. Lahko si predstavljate navadno, lahko nekaj zelo gibčnega, ne vem, meduzo, amebo, tako, ki se lahko zelo preoblikuje, še vedno, dokler jo ne raztrgate, razdelite na dva dela ali pa združite dve, je to še vedno isti objekt in lahko pač obravnavate vprašanja, ki so s tem povezana. Podobna, samo nekako inverzna slika je, če vzamete nekaj objektov, ki se gibljajo v prostoru. In potem ne opazujete te objekte, ampak opazujete prostor izven teh objektov, torej temu bi rekli pač komplementarni prostor. Dokler se objekti gibljajo brez stika, se ta prostor spreminja, ampak topološko je to bolj ali manj isti prostor. Dokler se kateri od objektov ne razdeli, ali pa dokler se dva ne združita skupaj, lahko to obravnavate. Geometrija se spreminja, oblika se spreminja, topologija prostora ostane nespremenjena. In to je relevantno zares, bi rekel, v realističnih situacijah. Torej, če si predstavljate, da ste kontrolor poletov, dokler imate letala, ki se ne zabijajo druga v druge, je geometrija prostora okoli vas, tisti bistveni del, predvsem odvisen od števila letal, ki je tam. Vsako letalo povzroči nekakšno votlino, nekakšno luknjo v tistem preostalem prostoru in vi to lahko obravnavate. Zanima vas torej bolj topologija kot geometrija tistega prostora, ki je, v kakšnem odnosu so tiste votline. Zadeve se seveda zapletejo, zaradi tega, ker prostori, ki jih obravnavamo v topologiji, so običajno visokodimenzionalni, v smislu, da so opisani z velikim številom parametrov in potem nam nekakšna naša vizualna predstava odpove. Težko si predstavljamo prostore, ki so 4, 5 ali 6 dimenzionalni, zaradi tega, ker običajna vizualna sredstva, da si nekaj narišemo, odpovejo, ostane nam v resnici samo neka matematična tehnika. In ta tehnika, ki vam lahko pove, kdaj sta dva prostora zares enaka, kdaj sta različna, kaj se zgodi, če na nekem prostoru dodamo nek objekt, odvzamemo, nekaj zarežemo, nekaj združimo. To je v bistvu topologija. Torej področje, ki študira tako geometrijo, tipično visokodimenzionalno, tipično odvisno samo od globalne oblike, ne pa od točnih mer.
Koliko je recimo ta smer, ne, topologija razvita, recimo bodi si pri nas, bodi si po svetu, kje so najboljši topologi? Ja, torej topologija je kot ločena veja matematike stara nekaj več kot 100 let. Zares jo je praktično sam izumil znameniti francoski matematik Henri Poincaré. Nekje konec 19. stoletja so išli prvi njegovi članki in je marsikaj od tega, kar se je on takrat spraševal, vodilo razvoj topologije in je ostalo znamenita Poincaréva domneva, ki je bila zares razrešena okoli leta 2000, je v nekem smislu vodilo razvoj topologije. Topologija je precej razvita, povsod jo nekako gledajo kot eno od teh bazičnih vej matematike, seveda ni tako obsežna kot je analiza, ki je največje področje, pa potem algebra, ampak potem nekako že pride topologija kot to področje in ja, zdaj zelo je razvita skoraj povsod, verjetno je potrebno izpostaviti, ne vem, tisto, kar imamo, ne, v Rusiji, Franciji, ZDA, Anglija, Nemčija, torej razvite matematične družbe imajo tipično razvito tudi topologijo. S neko tradicijo, ne? Tako. Ker sva omenjala čisto matematiko in topologijo, sem zasledila tudi neko trditev, ki pravi, da se pri tem odkriva področje, katerega resničnost je obstajala še pred matematičnim jezikom. Tu lahko seveda trčimo na filozofijo matematike oziroma na pojmovanje, da je matematika znanost o področju nefizičnih objektov, na področju abstraktnih stvari, pojmov, ki obstajajo izven časa in prostora. Kako bi vi to pojasnili? Pa morda bi se vrnil kar na tisti opis Walesov. Torej, matematiki, ne vem večinsko, ampak večina vsaj tistih, s katerimi sem jaz komuniciral, imajo res nekak tak občutek, da ko raziskujete neko področje, pridete v neko neznano območje, neko neznano deželo ali prostor, v katerem so objekti že tam, da ni občutka, da jih mi ustvarjamo s tem. Torej, ko tipamo naokoli, objekt ne nastane tisti trenutek, ko mi iščemo, ampak je tam objekt že tam in ga moramo samo pač najti, ugotoviti, kakšen je, v kakšni zvezi, kje stoji, kako je povezan z drugimi objekti. Je pa res, da se ne strinjajo vsi s to interpretacijo, tudi menda, filozofi pravijo, da logično ne zdrži kritike, da to si mi samo tako predstavljamo, ker nam je lažje. In da dejansko matematiki te objekte ustvarjamo, da niso obstajali prej. Za samo raziskovalno delo matematika to ni tako zelo pomembno. Pač pomemben je rezultat, ne kaj si jaz predstavljam, da je dejansko. Za filozofijo matematike pa seveda to zelo relevantno in potem na enem koncu tega spektra je matematični svet, ki obstaja neodvisno od nas in ga mi samo raziskujemo. Na drugem koncu spektra je matematični svet, ki ga pravzaprav matematiki ustvarjajo kot nove pojme, nove objekte, niso obstajali, preden je nekdo na njih pomislil. In tako kot v vsaki znanosti je potem še celo morje, cel spektar umestnih možnosti, kako razume to, kar matematik dela in kaj je matematika izven tega. Ampak to sta nekako dva najbolj značilna primera, dve interpretacije. Poglejte, če se nekoliko odmakneva od teh zapletenih filozofskih razlag in se osredotočiva bolj na današnji trend časa in pa vloge univerze v njem, ker ste pač univerzitetni učitelj, sem se spomnila na Humboldtove ideje univerze, po kateri je ta danes zakladnica, oziroma po kateri sploh obstaja, zakladnica znanja, sodelovanja študentov in profesorjev, ki skrbijo za nekako splošni napredek. Danes pa se univerze bolj pomikajo k korporativnemu modelu, kjer je vedno pomemben zgolj rezultat, ki je uporaben in to takoj, da ga se hitro nauči. Kako vi gledate na ta trend z področja raziskovanja topologije? Torej, najbolj raziskovalna topologija nima prav veliko zapovedati o tem trendu v visokošolskem prostoru. Gre bolj za neko dogajanje
ki bi ga verjetno moralo družboslovje obravnavati. Ne. Ampak vseeno, seveda imam mnenje o tem, se končno živim v tem svetu in tudi opazujem. Naše dogajanje je dejansko samo nekje na obrobju nekako odmev svetovnega dogajanja, svetovnih procesov, ki se ne moremo izogniti. Ne. In moj občutek je, da kot pri večini stvari gre za eno nihanje. Pač iz enega, ne bom rekel skrajnosti, pač iz ene paradigme v drugo paradigmo, pa potem nazaj. Univerza je, če gledam, ne vem, skoraj 1000-letno tradicijo, nihala res iz ene skrajnosti v druge, iz ene, kjer so učitelje dejansko plačevali študenti, in če jih učitelj ni dovolj naučil, so ga pognali po ulicah ali pa morda celo pretepli, kar se je včasih dogajalo v srednjem veku, do potem institucionaliziranih univerz, ne, torej primer take je ta recimo Humboldtova tradicija, kjer je univerza bila inštitucija države, profesori so bili zelo ugledne osebe, so bili vrhunski javni uslužbenci. Potem je to zašlo morda v neko drugo skrajnost, zdaj se spet giblje v smer, ki meni osebno pač ni tako všeč, da je znanje predvsem produkt, a ne, ki ga nekako prodajamo. Znanje je produkt, ki ga prodajamo, ampak znanje je nekaj, kar tudi ustvarjamo zaradi neke naše neodvisne radovednosti, želje po znanju, želje po razumevanju. In jaz mislim, da univerzitetni sistem v resnici mora stremeti nekemu ravnovesju med tem. Seveda, ne, pač mi služimo družbi s tem, da ustvarjamo in znanje in da nove generacije, naše študente nekako skrbujemo, informiramo, jih naučimo temu znanju. Ne. Glede tega je prav, da je tisti, ki to dela, nekako bolj nagrajen ali pa ne. Prav tako mi ustvarjamo znanje, ki je pomembno za tehnološki razvoj, za razvoj celotne družbe. Ne. Po drugi strani pa se zavedamo, da je prevelik pritisk ali pa izključno vztrajanje na rezultatih hitro in takoj, na nečemu, kar se da takoj prodati, je kontraproduktivno. Ampak jaz mislim, da na koncu od teh možnih sistemov preživi tisti, ki je najbolje prilagojen trenutni družbi. Torej, morda so zdaj v prevladi nekako te pritiski komercializacije, to, da se investira veliko denarja v nekaj, kar je zelo atraktivno in nič denarja v druga področja. Zdaj, dokler bo to zmagovalo, ne, se v bistvu ne da kaj dosti narediti. Ne. Ampak ta model se bo izčrpal in potem se bo verjetno vrnilo spet nekako na bolj znanosti ali pa nekem izoliranem znanstvenem udejstvovanju, pač prilagojen sistem. Dokler se ta ne bo izčrpal, pa se bo spet zanihalo v nasprotno smer. Torej, jaz mislim, da je potrebno od dogodkov ali pa od procesov, ki se zdaj dogajajo, videti, kaj so veliki procesi, ki se jim ne da izogniti, izogniti se pa morda nekaterim deformacijam, na katere lahko vplivamo. Ne. Tudi recimo domača navada, da se zakoni pišejo iz nič, ne da bi se pogledalo, kaj so problemi, ki so se drugje pojavili, pa jih je bilo potrebno reševati. Ne. Namesto da se naučimo na tujih napakah, zelo pogosto se trudimo narediti vse iste napake, kot so jih naredili, ne vem, v Ameriki ali pa v Angliji ali pa v Nemčiji, pa še kakšno svojo. Ne. Torej, zato je po moje potrebno gledati, kaj so veliki procesi, razumeti, kako se te veliki procesi reflektirajo na naše okolje in potem se probati izogniti recimo stran potem, ki smo jih tam opazili. Ne. Ni pa to dosti povezano s topologijo. Ja, samo je pa povezano nekega intelektualca, pa tudi tako, nas prav vseh, gotovo, ne. Ja. Lažje živiš, če razumeš te procese, ne, Ja. problem. Kako je matematično raziskovanje sploh mogoče, tudi seveda glede na to, da se v kontekstu raziskovanja vedno govori o bazičnem in aplikativnem raziskovanju?
Torej, raziskovanje je gotovo mogoče, ker je zelo veliko stvari, ki jih lahko raziskujete. Morda je primerljivo nekako podoba tega. Torej, najprej treba ta osnovni problem razumeti. Seveda, če pogledate na večino ved z ravni, ne vem, tipično so ljudje končali srednjo šolo, ne, torej pogledate, kaj ste se učili v srednji šoli, večina stvari, ki ste jih poslušali, ne, pa če so bili to jeziki, ali pa so bile naravoslovje, ali pa morda psihologija, kakšna od družbenih ved, vsi so vam predstavljeni v neki zaključeni obliki. Ne zdi se, da bi bilo potrebno recimo v slovenščini še kaj novega raziskovati. Jezik je tak, kot je, slovnica je taka, kot je, spreminja se sorazmerno počasi, se spreminja, ampak v resnici komaj zaznavno. Kaj imamo tukaj še za raziskovati? Podobno vprašanje je pri matematiki. Zdaj računske metode so, znamo zračunati vse, kar smo se vprašali, so nas naučili, kaj je tukaj še za raziskovati. Podoba je popolnoma zgrešena. V resnici mi opazujemo svet okoli sebe z nekaterimi sredstvi, pripomočki, miselnimi procesi, ki jih znamo obravnavati in probamo najprej vzpostaviti nek red, neko razumevanje in predvsem, kar je ključno za znanost, probamo vzpostaviti neko napovedno moč tistega našega razumevanja. In to delamo znotraj nekega okvirja, vsake toliko pride do nekega preloma, nekega prodora, kjer se naenkrat smo sposobni videti veliko več. Jaz za podobo pogosto vzamem recimo Galilejev izum, saj ni bil on prvi, ki je to naredil, ampak prvi, ki je recimo na tej ravni uspel narediti teleskop. Zdaj njegov prvi teleskop je menda imel zelo majhno povečavo, približno 3-krat je povečal sliko. Zdaj, če si predstavljate, 3-krat je povečal vodoravni po navpični smeri, torej njegova slika je imela približno 10-krat več, 3x3, približno 10-krat več podrobnosti. V hipu se je njegov svet, možnost za raziskovanje, povečal za 10-krat. Bilo je naenkrat prostora za opazovanje zvezd, podrobnosti na planetih ali pa na Luni, ki ga je videl, naenkrat je zagledal Lune okoli Jupitra in že iz tega, iz novih stvari, ki je videl, je lahko nadaljeval z raziskovanjem. No, v teku svojega življenja je uspel izboljšati to svojo napravo in je, mislim, da je najboljši teleskop, ki ga je imel 30-kratno povečavo. No, 30x30, to je skoraj 1000-krat večji svet. Za raziskovanje je bil, ko je Galileo nehal delati, v primerjavi s tistim, kar je začel. In podobno je tudi v ostalih znanostih. Vsake toliko se pojavi nek prodor, neka ugotovitev, včasih je dosti preprosta, na podlagi katere se je odprl novi svet. V to običajno, če je zanimivo, če je koristno, če ima neke povezave ali pa če je uporabno, vdre množica profesionalcev iz tega področja in ga začne raziskovati. In porabi včasih 10, 20, 30, 50 let, da razišče celo področje, znotraj recimo temu iste paradigme, znotraj te nove možnosti za raziskovanje, ki se je odprla. In potem predvideno, načrtovano, kot je recimo s tem napravo v CERN-u, ker se je vedlo približno naprej, koliko bo izboljšalo ali pa povečalo svet, ki ga lahko opazujemo, ali pa včasih popolnoma nepredvideno se pojavi neka nova ideja, ki vam spet podvoji ali pa podeseteri ali pa postoteri prostor, ki ga lahko raziskujete. In tega raziskovalnega prostora zaenkrat nam ne zmanjkuje. Vse smeri, in v zelo majhne stvari, in v zelo velike dimenzije, zgleda, da ga ne zmanjkuje za človeštvo. Zdaj, vprašanje je seveda, koliko je katera od teh stvari relevantna. Stvari, ki so zelo majhne ali pa ki so zelo daleč, nas zelo malo prizadenejo. Bistvene so za razumevanje, ampak v resnici jih komaj čutimo. In se moramo potem domišljati tudi razlaga za financerja, zakaj je tako zelo pomembno, da smo odkrili nekaj, kar še dolgo ne bomo čutili.
Zanima me, zakaj recimo v splošnem pri ljudeh opažamo neko odklonilnost, ker morda pri nekaterih kar sovraštvo do matematike, kljub temu, da sva prej rekla, da na nek način, kljub svoji abstraktnosti, pomaga reševati tudi vsakdanje probleme. A se vam ne zdi to neko protislovje? To je vprašanje, ki ga matematike, ne samo mene, zgleda, tudi druge pogosto vprašajo, pa je po svoje nenavadno, ker mi smo verjetno najmanj primerne osebe, da nas to sprašujete. Torej, v resnici bi bilo bolje, če bi probali dobiti relevanten odgovor od tistih, ki zares ne marajo matematike, zakaj je ne marajo, kaj jih je prizadelo, ali pa kaj jih moti, ali kaj se jim zdi nesmiselno. In verjetno je tam tudi veliko več raznolikosti. Jaz mislim, da jo tisti, ki nekako jih zanima ali pa imajo radi matematiko, jo pravzaprav jih zanima in jo imajo radi bolj podobno, torej bolj na podoben način, medtem ko je pa odklonilnosti, zakaj koga moti in to veliko več, torej več prostora za raziskovanje. Morda bi bilo smiselno, če bi to kdaj spraševali ljudi, ki vam rečejo, da je ne marajo. Družboslovce recimo, ne? Pa sej niso, mislim, marsikateri družboslovec ve, da potrebuje matematike in to, ampak sej se zavedam tega. Zelo pogosto se zgodi, da nekdo reče, lejte, dober dan, jaz ne maram matematike. Mislim, Ja, niste prava referenca. Ja, ampak nisem jaz prava oseba. No, mnogi se tudi sprašujejo, če matematiki pri svojem delu sploh uporabljate računalnik. Nekako je namreč slišati, da večina matematikov zatrjuje, da sta najpomembnejše orodje še vedno list papirja in pa pisalo. Predvsem takrat, ko se nekaj pri matematičnem problemu zatakne. Kot ste pregovorili recimo o tisti črni sobi, na začetku. Torej, jaz mislim, da je brez dvoma najpomembnejše orodje so možgani. Drugo so vse pripomočki. In seveda odvisno je od tega, kakšen proces, kakšen recimo izračun ali pa predstavo si probamo ustvariti, če je to lažje na hitro skicirati ali pa morda narediti en kratek izračun. Včasih pa vemo, da se da od enega rezultata do druge ugotovitve, do drugega pojasnila priti samo z nekim daljšim računom, ki je morda tak, da nam je samo naporen ali pa duhamoren, včasih pa popolnoma neizvedljiv, ker zahteva toliko operacij. Ali pa morda ustvarjamo neke podobe na podlagi simulacij, pa je že spet to nekaj, kar potrebuje računalnik. Lahko pa zadošča svinčnik in papir. Ampak jaz bi šel po tem vrstnem redu, torej najprej možgani, potem pomožni, nekak zunanji spomin, ki je odvisno od samega problema, lahko bolj ali pa manj tehnološko razvit. Brez dvoma je danes veliko in v bistvu vedno več matematikov, ki za svoje raziskovalno delo uporabljajo računalnik. In večinoma se ga ne branijo. A tvegate neko napoved, kaj se utegne zgoditi čez recimo 100 let, ne? Ko bodo računalniki upravljali zmeraj več dela, ki ga danes upravljate kar matematiki, ne? In vas utegne časoma tudi spodriniti? Vse kaj je pravzaprav delo, ki ga upravljamo v matematiki. Pa pri tem mislim ne na ljudi, ki samo uporabljajo matematiko, ampak na raziskovalne matematike. Po definiciji raziskovalni matematik tisti, ki je na fronti, tisti, ki dela stvari, ki niso še razčiščene, ki niso še rutinske. To pomeni, da če gledamo na računalnik kot na računsko orodje, ki pravzaprav zna narediti stvari, ki so zdaj že razčiščene in rutinske, potem bo računalnik tako rekoč po definiciji vedno nekoliko zaostajal za raziskovalnim matematikom. Čisto drugo vprašanje je, ali bodo računalniki s kompleksnostjo začeli dosegati tudi tisti, recimo raziskovalno raven ali pa kreativni potencial, torej da bi zares začeli delati stvari bodisi podobno
ali pa na nek povsem drug, nam zaenkrat še nepredstavljiv način kot naši možgani. Torej računalnik, ki bi prestal tisti znameniti Turingov test, ne, da ga ne bi znali vprašati tako, da bi odgovoril in da ne bi znali razbrati, ali je za zaslonom človek ali računalnik. Torej na to vprašanje seveda ne znamo odgovoriti, takih računalnikov še ni. Danes obstoječi računalniki kot zelo napredne računske naprave, tako rekoč po definiciji malo zaostajajo za fronto raziskovanja. Za možgane. Povsod, tako. Poglejte, v povezavi z nadarjenostjo in pa zanimanjem za matematiko, ker sva prej govorila, zasledimo tudi trditve, da je med matematiki premalo žensk, ne? No, vendar, kot kaže, se tudi v matematiki najdejo res izjemne ženske. Ta primer potrjuje pred dobrim letom umrle Marija Mirzakhani, ki je edina ženska med matematiki, ki je dobila Fieldsova medaljo. Raziskovala je Ramannove površine, kjer je povezovala več matematičnih področij, pa tudi topologijo, ne? In kot navajajo, je bila že njena disertacija iz leta 2004 res vrhunsko delo, ne? Rešila je namreč dva dolgo nerešena matematična problema in ju povezala na presenetljiv in pa zelo izviren način. Večina matematikov, tako navajajo, celo življenje ne naredi česa tako kvalitetnega. In res izjemna znanstvenica, ki pa pri matematikih ni tako v javnosti ni tako v ospredju, kot je recimo v polju matematike med vami, ne? Mirzakanijeva prihaja iz Irana, obstajajo pa mnenja, da so nekateri narodi bolj nadarjeni za matematiko kot drugi. Kako bi vi to komentirali, v bistvu ženski princip v matematiki in pa tudi nadarjenost posameznih narodov? Ja, veliko stvari ste me vprašali. Torej, najprej glede recimo temu ženske zasedenosti znotraj matematike. Mislim, da je nedvomno dejstvo, da je žensk manj, kot je njihov delež polovični približno v celotni populaciji med raziskovalnimi matematiki. Manjša razlika ali pa skoraj izenačenost je med študenti, ne? Ampak zdaj, če govorim o raziskovalni matematiki, jih je manj. Jaz mislim, da je morda delno zaradi tradicije, delno morda zaradi neke naravnanosti, dvomim pa, da so v igri zares neke prirojene sposobnosti. Zdaj, ko pa to povemo v povprečju, ne, je čisto neka druga zgodba, kakšni so vrhunci, ne? Ker ena stvar je povprečje, ampak tisti vrhunski, najboljši znanstveniki v vsakem področju so vedno pač tisti sporadični primeri, tisti odstopi od naključja, ki jih ne morete obravnavati, torej odstopi od povprečja, ki jih ne morete obravnavati kot recimo temu statističnimi metodami, ne? In res se je zgodilo, ne, da je prva ženska, ki je dobila recimo to največjo nagrado na področju matematike, jo dobila šele pred 4 leti zdaj, ne. In moram priznati, da meni predtem ni bila znana, ne, torej ni raziskovala v področju, ki je bilo dovolj blizu mojemu, da bi vedel, ne, zaradi tega, ker matematika je seveda ogromna in mi področje pač ni bilo bližnje. Ampak moram reči, da je tudi nekako med kolegi je bilo zaznati vseeno neko veselje, ne, da je nekako odprla tudi to reč, ne. Zavedati se je treba, da morda v primerjavi z drugimi znanostmi Fieldsovih medalj so razmerno malo, ne, podelijo se na 4 leta. Na začetku so jih podeljevali po eno, potem po 2, zdaj se je nekako uveljavilo, da jih podelijo po 3, ne, kar pomeni, da je konkretno Fieldsovih medalj morda 1/3 ali pa 1/4 medalj v drugih področjih, ne, do zdaj podeljenih, ne. Recimo 4-krat manj Fieldsovih medalj kot Nobelovih nagrad za fiziko ali pa za biologijo, te znanosti, ki se podeljujejo od začetka, ne.
In je potem tudi nekak manjši odklon tega, da do zdaj ni bilo žensk. Ampak jaz mislim, da ni bilo to zaradi nekega splošnega odklonilnega stališča do žensk in tudi ni bilo zaradi tega, ker jih ne bi bilo. Ne. Filcova medalja je neke sorte loterija, veste. V vsakem danem trenutku je nekaj 10, morda nekaj 100 ljudi, ki so v tistem najožjem krogu, ki upa, da bo dobil Filcovo medaljo, ali pa lahko upa, so tako dobri. In potem jo en dobi, drugi pa ne. Zdaj en moj kolega včasih reče, da podelitev Filcove medalje je taka, tisti, ki jo dobi, je nekaj časa vesel, potem to čez nekaj tednov, mesecev, morda let izveni in nadaljuje delo, kot ga je delal prej. Ampak nekaj 100 tistih, ki je niso dobili, so pa nesrečni do konca kariere. Namreč pri Filcovi medalji je še ta omejitev, da jo podeljujejo mlajšim od 40 let in v resnici, če je v tistem sorazmerno ozkem oknu med začetno afirmacijo, recimo, da ste doktorirali okrog 30 leta, do 40 leta in niste dobili, je ne boste več dobili. To je malo časa, ne? Ja, v primerjavi z Nobelovo nagrado, ki jo lahko podeljujejo tudi ljudem, ki so nekaj odkrili in se potem še več čez desetletje izkazalo, kako pomembno je to odkritje. Je morda videti malo krivično, ampak pa je zanimivost te nagrade. Zdaj, drugo vprašanje glede nadarjenosti za matematiko. Najbrž bi bilo preveč smelo reči, da je neko ljudstvo bolj nadarjeno za matematiko, da je to genetska stvar ali ne. Možno pa je, da so kakšne kulture bolj usmerjene v, recimo temu, abstraktno premišljevanje ali pa miselne, če hočete, tudi igre, zabave. Znano je, da je šah v nekaterih državah veliko bolj popularen kot v kakšnih drugih. Zdaj, da bi kakšna nacija imela izrazito veliko število matematikov, jaz bi rekel, da je prvi faktor pri tem je nekak znanstvena tradicija države. Tako da te velike države, ki imajo dolge znanstvene tradicije, spet bi moral ponoviti take, kot sem prej povedal, imajo nekako nadpovprečno veliko znanih matematikov. To, da edina, recimo, taka narodnostna skupina ali pa bolj kultura, ki ima izrazito nadpovprečno število vrhunskih matematikov, so Judje. Torej, pa ne mislim samo prebivalci Izraela, ampak je izrazito veliko ljudi recimo iz te kulture. Kakšna je genetska povezanost, je težko reči. Torej, nadpovprečno veliko Judov je med vrhunskimi matematiki. Za druge pa se mi ne zdi, da pač presega njihov, recimo, delež v povprečju prebivalstva. Matematika, predvsem tista uporabna, je danes tako rekoč povezana s vsemi vedami. Nihče več ne more v bistvu brez nje. To sva že prej nekako omenila. Vendar pa je ob tem zaslediti tudi kritične opombe, da matematika s svojimi modeli preveč nasilno uokvirja vsebine družboslovja in pa humanistike, če govorimo o tej povezavi. Namreč ne upošteva notranje dinamike in pa nekih finez, recimo same vede. Kako bi vi to pojasnili, ali se strinjali sploh ali pa ne? Tako, matematizirati neko vedo ali pa neko področje prinese svoje prednosti pa svoje slabosti. Torej, res je, da tipično matematizacija pomeni, da se nekaj pač pove bolj schematsko, z manj nians, manj natančno. Ampak po drugi strani prednost je najprej, da se zdaj, to pomeni, da je nekdo, ki je specialist za dano področje, pa če na pamet rečem, recimo ekonomijo, je uspel dojeti, da obstajajo določeni mehanizmi, da se da te mehanizme opisati s pomočjo matematičnih sredstev, da te mehanizmi niso edini, ki delujejo, ampak so recimo najpomembnejši. In so na podlagi tega sposobni kakšno stvar izračunati, na račun tega morda tudi napovedati. Seveda se
tipično zavedajo, da so pri tem zanemarili celo vrsto drugih faktorjev, ki pri tem nastopajo. Ne? In zaradi tega je njihov rezultat bolj ali manj natančen. Zdaj, seveda, lahko se postavite na optimistično stališče in rečete, v redu, naredili smo nek prodor, uspeli smo nekaj napovedati, nekaj izračunati, vemo, da je približno, ampak smo veseli tega uspeha. Ne? Lahko pa osporavate te uspehe in rečete, v redu, to ste sicer naredili, ampak zanemarili ste ta faktor, pa tisti faktor, pa tretji faktor, pa četrti faktor in zdaj je odvisno od posledic. Ne? Zdaj, če sem dobil samo podobne rezultate, kot se je potem izkazalo v naravi, je morda sprejemljivo ali ne. Če sem dobil posebno nasprotne, pa če sem zaradi tega povzročil neko morda veliko škodo ali pa neko spremembo, potem je kritika upravičena. Ampak še vedno jaz to razumem kot nek napredek tudi v tisti vedi. In veda, zelo daleč sem od tega, da bi trdil, da je potrebno vse vede matematizirati. To je najbrž nemogoče. Ampak tam, kjer neka veda razume, da obstajajo določeni mehanizmi, da je nekaj, kar se ponavlja, nekaj, kar se da morda na podlagi te strukture, ki so jo odkrili, napovedati vnaprej, potem je prav, da se matematizira. In jaz mislim, da tudi strokovnjaki iz te vede razumejo, da je to bil napredek v njihovi znanosti. Do katere mere bo to šlo, kje se bo ustavilo, je pa tako zelo specifično vprašanje, skoraj nemogoče. Se je zanimivo, recimo, če pogledamo zadnja leta, recimo Nobelove nagrade iz matematike dobivajo, oziroma iz ekonomije dobivajo matematiki, ampak prav med nekaterimi ekonomisti je pa veliko kritik na vaše algoritme, recimo matematične algoritme. Ja, mislim, da govorimo s podobnimi besedami, vendar o različnih stvarih. Res je, da so nekateri matematiki dobili Nobelove nagrade za ekonomijo. Mislim, da za večino teh primerov, vsaj tiste, ki jih jaz poznam, bolj ali manj soglasno vsi priznavajo, da je šlo za velike preboje v razumevanju, kako določene stvari v ekonomiji delujejo. Pa če mislim na Nashova ravnovesja ali pa na Black-Scholes-ove enačbe, podobno. Torej, mislim, da je soglasje, da so to bili veliki prodori znotraj ekonomije. Med tem in vsakdanjim uporabljanjem, torej vsakdanjo uporabo algoritmov, recimo pri trgovanju na borzah, kjer se to avtomatizirano računanje, ki se ga morda pogosto namerno poenostavi, zato da bi hitreje potekala. Tam sta dva faktorja, kot pravim. En faktor je hitrost, drugi faktor je globina ali pa natančnost. Torej, vi lahko žrtvujete globino ali pa natančnost vašega računanja, zato da bi nekaj dosegli hitreje in da bi na račun tega zaslužili. Torej, eno vprašanje je, ali je model dober in dobro opiše, ali lahko naredimo boljšega, ali je model popolnoma zgrešen. Drugo vprašanje, ali je sploh dopustno uporabljati take metode za recimo analizo dogajanja znotraj ekonomije. Pak jaz mislim, da bo danes vseeno vsak ekonomist priznal, da brez matematike ne morejo zares povedati. So pa upravičeni, kadar rečejo, da ni matematični model vse. Ampak jaz mislim, da je to spet bolj vprašanje za ekonomiste, pa za njihove medsebojne odnose. Ja, o tej povezanosti med vedami se mi zdi pomenljiva povezanost fizike in matematike. Kot utemeljujejo, teoretična fizika omogoča globok uvid v same temelje matematike, matematiki pa usmerjate svojo pozornost na zgodovinske temelje fiziki. Ste torej tako tesno povezani, da eni brez drugega ne morete, zato tudi Fakulteta za matematiko in fiziko FMF. Torej, ali Fakulteta za matematiko in fiziko ne more en del brez drugega, to najbrž je čisto tehnično vprašanje. Če bi bila oddelka recimo dvakrat večja, bi najbrž vsak bil svojo fakulteto. Ker tukaj gre bolj za organizacijsko vprašanje in kako si delite predavalnice in to. Čisto drugo vprašanje, ali lahko fizika preživi brez matematike in matematika brez fizike, tukaj je jasen odgovor, da ne. Torej, jezik sodobne fizike je matematika in nekatere
morda celo večino najglobljih uvidov v matematiki so matematiki dosegli tako, da so gledali, kaj so novi modeli, kaj so stvari, ki se dogajajo v fiziki. Glede tega sta vedi izrazito prepleteni. Ne. Ni ta prepletenost ves čas konstantna, ne. Torej so obdobja, ko nekako začenjata vedno bolj živeti po svoje, ne. Ampak v zgodovini se je izkazalo, ne, da je vsakeč po eni taki fazi, morda malo večje izoliranosti, sledila faza, kjer sta bili bolj prepleteni, pa spet sta se pač razvijali malo po svoje, pa spet bili bolj prepleteni. Če pogledamo pač zgodovinski razvoj, sta brez dvoma nekakšni taki bratovski vedi ali kaj, ne. Še tole, ne? Koliko pa še nerešenih problemov v matematiki, katerih rešitev se čaka? Torej zdaj vprašanje vseh ali pa takih, ki jih razumejo kot... No, povedal sem že, da je seveda, ko se odpre neka nova ideja, neko novo področje, potem se pač strokovnjaki, če je področje dovolj zanimivo, zaženejo in probajo razčistiti bodisi s prej znanimi metodami ali pa metodami, ki jih na novo razvijajo za te probleme in nekako se temu reče počistijo to področje. In to traja nekaj let ali pa nekaj desetletij. Ne. Poleg tega, ne, torej v tem procesu ostanejo nekateri problemi. Za nekatere od teh se izkaže, da so srednje pomembni ali pa nepomembni. Za druge se pa zdi, ne, da ključno stojijo nekako na koncu, kot če bi imeli neko skalo na poti, ne, in se vam zdi, da je problem take sorte, ne znate odgovoriti. Če bi ga znali razbiti, če bi se odprl cel novi svet. Ne. In takim problemom potem se pripiše ta status osrednjih problemov raziskovanih. Torej, zdi se vam, da dopuščajo možnost ali pa da odpirajo možnost v novi svet raziskovanja. Treba je reči, da za nazaj se izkaže, da so potem rešitve nekaterih od teh problemov se izkaže, da so zares take, skala, ki ste jo razbili, vanjo odprla novi svet. Pri nekaterih pa področje kar ugasne. Se izkaže, da je to bilo to, da od zadaj za tem problemom ni več bistvenih zanimivih stvari. Ne. In ne morete vedeti vnaprej. Torej, ampak tako, jaz bi rekel, obstaja nekaj teh, nekaj zelo znanih, pa morda nekaj 10 takih pomembnih problemov na ravni celotne matematike, potem so pa podobni, samo seveda manj splošno pomembni problemi znotraj vsakega področja, pač v nekem smislu je del znanja profesionalnega matematika, da ve, kaj so problemi in v čem je problem in zakaj so pomembni problemi znotraj recimo njegovega ožjega strokovnega področja in potem navzdol. Ampak predvsem gre za to. Pomemben je tisti problem, za katerega se vam zdi, da je nekaj za njim, ko ga odprete, da se odpre novi svet.